Občina Sevnica se sooča z demografsko sliko, kot je slovensko povprečje, in je, kot pravi sevniški župan, na njej, čeprav ni pristojna za reševanje vprašanja dolgotrajne oskrbe, da se pripravlja, da odpira ta vprašanja in kot občina povezuje vse, ki so dolžni sodelovati pri urejanju tega področja. Zato je prav, da se občinski svet seznani z izzivi, z demografsko sliko, z obstoječim stanjem, ki je v občini, in z rešitvami, ki so uveljavljene tako v Sloveniji kot v svetu, glede varstva starejših v bodoče. Predstavili so tudi občinski podrobni prostorski načrt, ki odgovarja izzivom oziroma potrebam po novih gradnjah, predvsem domov za starejše. Sama dolgotrajna oskrba verjamem, da bo doživela sprejem zakona, ki ga sprejme vlada, in v tem zakonu opredeli tako vire za financiranje tega področja, kot tudi izvajalce, kar je bistveno za to. Kot občina pa želimo biti na ta sprejem zakona pripravljen in imeti čim več nekako pripravljenih stvari, da bodo vse aktivnosti lahko v našem okolju nemoteno tekle. Občinski svet je sprejel sklep, da se občina Sevnica vključi v konzorcij 17. Gre za konzorcij občin, vključenih v projekt vzpostavitev mreže malih domov in alternativnih oblik bivanja s programi integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti.